pozdravljeni. Čas je za nogomet. Sliko smo v Kidričevem, kjer se bo kmalu začela tekma četrtega kroga prve slovenske nogometne lige Telemach. V športnem parku Kidričevo se bosta pomerila domači Aluminij in Mura. Ne eni, ne drugi v tej sezoni še niso zabeležili prvenstvene zmage in videli bomo, če se bo to danes spremenilo. Bori se Amadej Maroša na desni strani, dobra poteza Maroše, pa podal v kazenski prostor. Streljal je Mihael Klepač, toda mimo leve vratnice. Bil je obkrožen številnimi nogometaši Aluminija, ki sedaj želijo izpeljati proti napad, ni jim uspelo. Jan Gorenc pa z dobro zamislijo, iskal je Klepača, tu je Lotrič. Mitja Lotrič strelja golazo! Mitja Lotrič, kakšen gol je bil tole! Nizko rasli Sobočan je snel pajčevino iz nasprotnega levega zgornjega kota. Fantastičen gol. In Mura vodi z 1-0. Težko rečemo, da zasluženo, kajti Aluminij je bil oškodovan. Mitja Lotrič pa je dosegel zares prekrasen gol. Njegovega prvega v letošnji sezoni na drugi tekmi. Zares sijajen strel z levo nogo in Luka Janžekovič je klonil prvič v letošnji sezoni. Poglejmo še enkrat tole akcijo. Takole je skočil Petek, potem pa Mitja Lotrič. Nogometaši Aluminija so prišli do žoge, je pa res, da bodo žogo težko zadržali. No, tole je bila dobra kombinatorika. Podaja z leve strani, dober predložek, priložnost za Aluminij, gol! 1-1, Aluminij prihaja do izenačenja. Haris Kadrić pa je dosegel prvi zadetek Aluminija v letošnji sezoni. Rahla nezbranost v vrstah Sobočanov in nogometaši Aluminija so sedaj, bom rekel, zasluženo prišli do izenačenja, pa čeprav je Mura prevzela pobudo po doseženem golu. Se je že izkazal strelom z razdalje. Tole dobra dvojna kombinacija, Lotrič in ni zadetka, tudi Klepač je bil v dobrem položaju, mislim pa, da bi Lotrič moral streljati. V novem napadu nogometaši Aluminija, sedaj nekoliko razrečena obramba Sobočanov, strel proti vratom, brani Obradović, potem pa ne najboljši odbitek Hrvata, ni ohranil posesti, pa Mandić na levo za Marošo. Amadej Maroša, tole vrhunska podaja, Klepač ima priložnost in brani Luka Janžekovič. Mihael Klepač gre naprej, išče prostor za strel, Klepač, dober poizkus, toda Luka Janžekovič brani. Ali lahko sedaj morda Muraši napravijo premik naprej, podaja Kovsa. Tole bi lahko bilo nevarno, Horvat strelja! Ampak brani Luka Janžekovič in takoj. Bobičanec, veliko prostora ima Luka Bobičanec, dobra poteza Bobičanca, ki se namešča, Bobičanec! In obranili so se nogometaši Aluminija, ni pa še konec, Kovs. Na desno stran, tu je Žan Karničnik, kaj lahko postori Karničnik? Desno ga spremlja Bobičanec, toda tudi Karničnik ima idejo, Karničnik strelja Dobro, ja, absolutno, da moramo biti zadovoljni zaradi tega, ker smo bili v zaostanku. Lotrič je res dal, ne vem, kdaj še bo z levo tako. Pokno, res fantastičen gol, vsaka čast, čestitke. Ja, mogoče bi se tekma odvila v drugo smer, če bi pač zdaj oškodovani, pač zgodi se napaka, moramo spoštovati odločitve. Zgodili se je, kar se je zgodili, šli smo naprej, važno je, da nismo po pretem zadetku padli. Izenačili smo, bili smo kompaktni, bom rekel nekje do 80. minute, čisto enakopravni tekmec z Muro. Na koncu pa smo ne vem, malo nerazumljivo v sredini popustili in padli, slabo prevzemali in so si Muraši ustvarili tiste dve priložnosti, iz katere bi lahko zadeli, ampak smo imeli zopet razpoloženega Janžekoviča na golu in smo le uspeli doseči to točko. Pa seveda, glede na potek tekme smo zadovoljni, seveda mi igramo vsako tekmo na zmago, ne glede na nasprotnika, ampak danes nam je bil cilj se kompaktno braniti Muri, omogočati čim manj teh nevarnih prodorov, prehodov, vedeli smo odkot proti nevarnost. Žal smo dobili gol, kateri se težko brani, dobro smo se odzvali, nismo padli in mislim, da smo lahko z rezultatom na koncu zadovoljni.
Pa seveda, kot ekipa smo bili v krizi, nismo zadeli zadetka, želeli smo si prebiti ta led in sem vesel, da se je zgodilo in upam, da bo čim več takih trenutkov šel naprej. Pa to mislim, da je bolj, da njega vprašate. Mene to ne interesira, odloči se, kakor se je in to je to. Se strinjam z vami, da za tem izplenom nisem zadovoljen, sem pa z današnjo predstavo izredno zadovoljen. Če tak nadigraš Aluminija na takem težkem igrišču oziroma na njihovem igrišču, ki je zelo težko za gostovati in na takšnem nivoju, da je v bistvu vratar daleč najboljši posameznik tekme, pomeni, da smo naredili izredno delo. Tako kot vedno na vsako evropsko tekmo. Zimske priprave delamo na umetni travi. Igramo na umetni travi, tako da to ne bo nobene težave. Pa ne bi se strinjal z vami, to je izredno težko gostovanje. Mislim, da smo trenutno mi v neki situaciji, kjer se na vsaka greška vse se nam kaznuje. Zgoraj pa mislim, da smo danes imeli izjemno veliko priložnosti, nismo zadeli in moramo na kraju konca biti zadovoljni s to piko. Ja, sigurno zdaj smo jih še bolj spoznali, zadnjo tekmo, pripravljali bomo se kot na vsako drugo tekmo, vemo kaj nas čaka, vemo kakšen je vlog in mislim, da smo vsi skupaj spremni.